Dobrodošli v podcastu Duhovnik plus v poslu. Jaz sem Marko in z mano je Janez, moj prijatelj, po poklicu je duhovnik. Je tudi moj kontakt na LinkedInu, tako da ga lahko konektate. On nam bo predstavil, kakšne vrste posel je duhovništvo. Janez, živijo. Živijo. Janez, 2. februarja v Katoliški cerkvi praznujemo praznik Svečnica. To je praznik vseh posvečenih, sester, bratov, duhovnikov. Navezuje se na svetopisemsko pripoved o tem, kako sta Jožef Marija za Jezusa, njunega prvorojenca, 7 dni po njegovem rojstvu, prišla po judovskem običaju v Jeruzalemski tempelj darovati predpisane daritve. Torej, praznik Svečnica, primerna iztočnica za vprašanje glede tvojega poklica, duhovništva, torej, kako je tvoja služba, Janez? Aha. Kaj si kot duhovnik, recimo, v svojem poslu počel danes? Danes sem šel, torej to je bilo res, vsakdanji posel. Imel sem mašo, in sicer ne doma, v domači župniji, ampak nekje drugje, ker smo nekaj menjali, tako da sem šel z avto pol ure tja, pa pol ure nazaj. Vmes sem šel še tankat, ker nimam svojega avta, ampak si ga delimo, tako da vsakar prevozim kilometrov, pa malo več bencina moram zmeraj natankati. Potem smo imeli 2 pogovora, tako malo bolj osebna. Gostili smo eno relativno osamljeno osebo na kosilu, skupaj živimo 3 duhovniki in pa eno od nas 3 je Markos je skuhal, danes lahko bil pa tu jaz, no. Sam sem prepozno prišel, nakar smo gostili to osamljeno osebo na kosilu in se mi zdi, da je bila čisto zganjena, ker smo jo tako čisto nakulirano in pač čisto normalno sprejeli, hkrati mu je pa, če čisto iskreno rečem, Marko so zelo dobro uspel kosil in smo tudi dobro jedli. Ja. Potem sem bil pa še 1 urico zdajle v cerkvu, kjer sem v tišini molil. Super. Kaj pa sicer vse duhovnik počne v svoji službi? Ja, jaz molim, vsak dan molim, molitev imam pa razdeljeno na branje psalmov. Zjutraj molim 2krat po 3 psalme, čez dan enkrat zmolim po 3 psalme, pa zvečer po 3 psalme, pa preden grem spat po 3 psalme. Tako to je en tak reden ritem. Branje Svetega pisma, pa še drugih, pa še malo dodaš še raznih hvalnic pa to. Spevov. Potem vsak dan si vzamem 1 uro v tihi molitvi, ne, se pravi, da gre bolj za premišljevanje zelo kratkih besedil iz Svetega pisma ali pa kar tako, no, tako. Pol mašujem, vsak dan imam mašo. Pol je pa tako, pol so pa včasih študij, včasih veliko pogovorov, ki so lahko bolj poslovni, ne, se pravi, gre za, vsak duhovnik ima pač neko poslanstvo in ti za neko poslanstvo rabiš papirje urediti, rabiš imeti sestank, rabiš urnik uskladiti in tako naprej. To so ene take stvari, ko pač, ne, to so, bi rekel, sestanki. Pa so pa tudi pogovori, ki so bolj osebni. Ne, ko, recimo, danes me ena oseba klicala, ki ima eno stisko zaradi svoje hčerke in zaradi svojih neznanih bolezni in pa mi je razlagala neko štorijo iz svoje družine in tako in sem zaznal neko stvar, kjer bi jaz lahko kot duhovnik, bi rekel, pomagal. Pomagal, bi lahko v zgodbo vstopil, no, tako. Ja, kaj se vem, če sem še kaj pozabil, mogoče, no. Kaj počne duhovnik? Prvo redu, hvala. Ja. Prej si omenil, da si se peljal z avtom, torej, kam pravzaprav hodiš v službo, tako, kam se odpelješ, se moraš peljati, tako, a stojiš zjutraj v konici ob 8, tako, kot ostali ljudje, ko hodimo v službo? Ne, Pohodne spet ista zgodba, kako gre to pri duhovnikih? V tem smislu smo, tako priznam, smo blazno privilegirani in večkrat mi pride na misel, Bogu hvala, da mi treba se voziti. Načeloma imaš, jaz imam, to velja tako rekoč za vse duhovnike, po mojem, no, imamo mesto službe, mesto življenja, ne, kar je tudi malo riziko, po mojem, zaradi tega, ker živiš doma in delaš doma, ne. Ker pač živiš v stavbi, ne, ta soba je hkrati soba v župniji in torej mi ni treba se voziti na delovno mesto. Pač pa imaš veliko vožnje ali z avtom ali pa z vlakom, zaradi tega, ker
ker moraš obiskovati ljudi. Lahko so to ljudje v župniji, lahko so tudi kakšni drugi ljudje ali pa čisto preprosto prijatelji, kjer je tudi malo, bi rekel, poslovnega interesa. No, tako. Tako da po avtocesti se še kar fjakam, nisem pa dnevno na pot, nisem pa dnevni vozač. Okay, še eno malo naivno vprašanje, no, tako, ampak vendarle, da to preslikamo te poslovna vprašanja, vsak hod v neko službo, v neko podjetje, organizacijo, kako se pravzaprav zares imenuje podjetje, v katerem si zaposlen, kdo je tvoj delodajalec pravzaprav, tako, če lahko to pojasniš, ne? Pa tudi kako, malo si nakazal, kako je videti tvoj delovni prostor, ne? Delovno mesto pač. Ja, v bistvu je tako, v bistvu je situacija v Sloveniji neurejena. Mi nimamo delodajalca. Ne? Se pravi, na finančni upravi Republike Slovenije sem brez statusa. Pomeni, da ne obstaja status, ki bi identificiral nekoga kot duhovnika. Kar pomeni, da se država zdila s cerkvijo vsak let za neko vsoto, okoli 3000 evrov letnih prihodkov, mislim, da ali nekaj tako v tem stilu, no, zdaj se ne spomnim točno. In oni rečejo, za duhovnika je to letni prihodek in to nam prizna in nobenega davka ne plačamo, ker pač ni statusa, ne obstaja en kvadratek duhovnik. Ker nismo SP, ker nismo DOO, ker nismo rokodelci, ker ne, Samo zaposleni. Ja, nisem zaposlen. Zaposlen sem pa tako, torej, to je, kar se tiče, v civilnem smislu. Medtem ko za mojo penzijo, pa za mojo zdravstveno zavarovanje je pa tako, da sem na škofiji Ljubljana. No, tako. Vsak duhovnik je član škofijske družbe duhovnikov, ki smo vsi prek škofije zavarovani zdravstveno in socialno, kar pomeni, da imamo pač, da si plačujemo obe zavarovanji, po nekem ključu neki sami plačamo, neki škof plača, neki država ima popust ali neki tako. V tem smislu nam preko te redni prispevki nam tečejo, ni pa tu naša zaposlitev. Ti dam konkreten primer, ko grem jaz v avtohišo, jaz ne morem kupiti avta na kredit, ker kredita ne morem dobiti. Ker pač nimam pogodbe o zaposlitvi, ne, še posebej pa nimam pogodbe za nedoločen čas. Kar pomeni, da ko jaz avto kupim, ali si našparam tuk pa tuk 1000 evrov, pač glede na avto, ko ga hočem. Recimo konkretno, z moj zadnji avto Golf z 8000 evrov, ki je bil malo rabljen, nisem hotel novega, ker tudi keša nisem imel za to. Plačal sem ga 8000, od tega sem si 5000 mogel sposoditi. 5000 sem si sposodil preko različnih kanalov prijateljev in tu na zaupanje, ne, to je bilo kar tako. Ostalo mi je dala pa avtohiša leasing in pomeni, da dokler nisem jaz vseh 8 jurjev in vrnil, je bil avto njihov pač, ne. Pa kako pa je z delodajalcem? Jaz sem pričakoval odgovor, da boš rekel katoliška cerkev, tvoj delodajalec, mislim, nadrejeni škof, ne. Kaj v tem cerkvenem smislu, je to? Ja, v cerkvenem, zdaj ko ti mene sprašuješ o delodajalcu, jaz govorim v civilnem smislu, pač kot duhovnik ne obstaja status duhovnika in kot duhovnik sem pač izven kategorije, ne, ni kategorije. V cerkvenem smislu je stvar v cerkvenem smislu glede v odnosu do države ali pa v odnosu do nas je stvar urejena, se pravi, mi si plačujemo osnovno penzijo in plačujemo si osnovno zdravstveno zavarovanje, kar pomeni, da smo zavarovani v obeh smislih. Medtem ko za naš posel, ne, za to, kjer jaz trenutno sem in katero stvar trenutno jaz upravljam, tu sem pa v absolutnem smislu je moj delodajalec škof, ne. Ni katoliška cerkev v Sloveniji, ker taka ni, temveč je tu en od škofov, ne, ker vsak duhovnik pripada eni škofiji, jaz v mojem primeru je to ljubljanska škofija, kar pomeni, da tisto, kar jaz počnem, se jaz vedno dogovarjam in v končni fazi mi škof definira, kva bo moja služba. Kje pa recimo v enem posameznem delovnem dnevu preživiš največ časa? Je to v pisarni, v sobi, v cerkvi? Kako to izgleda?
delovni prostor. Jaz bi rekel, da bi to razdelil na dva časa. No. En čas so nedelje pa prazniki, v tem primeru si ali v cerkvi ali na terenu, ker imaš redko kdaj samo eno mašo, recimo, če je pač klasična nedelja, pa imaš vsaj 2 maši in pogosto v 2 različnih cerkvah, kar pomeni pač, da greš najprej eno, drugič v drugo. Vmes se še sem pa tja menš, pa tako naprej. Potem greš velikrat, vsaj v mojem primeru, greš na kosil z ljudmi, ki so del župnije ali pa ki jih tako ali pa drugače poznaš, da mal vidiš, kaj dogaja na terenu, kaj dogaja z ljudmi in potem se lahko kakšna bolj globoka vprašanja odprejo. Drug čas ali pa drug tip življenja so pa dnevi v tednu, no, od ponedeljka do petka, bomo rekli, no. To si pa malo manj okul, zdaj ni tako, da bi pa kar vsak dan hodil k ljudem na kosil, moraš tudi en red imeti, tako da jemo kosil doma, zajtrk, večerjo itak, ne, in potem si bolj imeti svojo pisarno, cerkvijo, ki je načeloma velikokrat zraven, pa pol še učilnico pač, ne, ker med dejavnostmi sem verouk pozabil, no, tako. No, pa si dodal zdaj, nič hudega. Kdaj pa pri vseh teh opravilih, ki si jih danes naštel, kdaj zaključuješ šiht? Mislim, večina ljudi, ne vem, med 15. in 16. Mislim, tako, imaš 8-urni delovnik, ali je to tako 1-, 2-, 3-izmensko delo? Kako je to s tem preduhovništvom? Jaz to živim tako, da ne ločujem med privatnim cajtom pa službenim cajtom. Se pravi, jaz ko vstanem, itak najprej tako rekel, 45 minut molim, no, ker so pač za psalma pa brat, pa potem vzamem eno daljše branje v tišini, tako eno duhovno branje in tako naprej. To je, moje osebno delo, moje privatno delo, ampak hkrati je to investicija v mojo službo. Ne? Tako da tle se meša tisto, kar jaz osebno počnem in tisto, kar je moj posel. Na kar potem, ko začnejo ljudje prihajati, ko se začnejo klici, ko se začnejo sestanki, popoldne, ko je verouk, ko so večerni sestanki, skupine in tako naprej, to je vse posel. Ne? Mislim, to je pač, ampak mislim, da ga večinoma te ločnice ne delamo duhovniki med privatnim časom pa poslom, ker je pač naše življenje itak mišljeno tako, da ni tu naš šiht, ampak je naše življenje hkrati naše poslanstvo. Ne? Tako da tle ni nekega delovnika ali kako. Ne? Pač pa, kar se mi zdi zelo pomembno, no, s prakso tu ugotavljam in se mi tu blazno potrjuje in tle se še kar držim, no, tako nerad odstopam in tudi malo včasih spadam tudi malo egoističen, no, tako. Včasih vem, dobim kakšen feedback, včasih pa niti ne vem. Je, da si en dan v tednu vzamem frej, no, tako da imam tisto, kar Svet pisem imenuje sobotni dan, sobota, no, tako, ali pa v našem slovenskem konceptu bi bila tu nedelja. Se pravi, tisti dan, ko ne delaš, ker nimaš šihta in tako naprej. Za mene to osebno pomeni, da predvsem, da mislim podobno, kakor vsi, da nimaš mailov, da nisem priklopljen na telefon, če se le da, ne, tako da WhatsAppa ne odpiram in tako. In da se grem malo gibati, no, se pravi, da je res ena pavza, ki je pač namenjena mojemu dobrobitu in ne tako v psihičnem kot v fizičnem smislu. Janez, hvala, za danes smo zvedeli kar precej. Če dovoliš še zaključne informacije, skratka, če vam bi všeč tale podcast, predvidoma prvi od, ne vemo še trenutno kolikih, lajkajte, subscribejte Janezov kanal, če dovoliš, Janez, no, in pa spodaj v komentarjih pustite vprašanja za naslednje podcaste, bomo z veseljem vključili, kar vas zanima. Naslednji podcast pa lahko že kar najavimo 19. marca, ga lahko pričakujete na Janezovem YouTube kanalu, tako da Janez, še enkrat hvala za ta pogovor in želim lepo praznovanje praznika svečnice, praznika vseh posvečenih, tudi duhovnikov. Hvala lepa, Janez. Lahko noč. Lahko noč.